Pred 2 tednoma smo objavili zanimiv prispevek o tem, kako mladi še vedno uživajo v hitri vožnji in da jih žene strast do avtomobilov. Ne vseh itak, ampak po tem prispevku sem imel občutek, da se ni kaj dosti spremenilo v vsem tem času, odkar smo mi bili mladi. Ampak mladi vozniki so že od nekdaj tudi bolj tvegani. Pa je res tako? Če gledamo verjetno za povzročitev nesreče tretjim osebam, imajo tiste najmlajše, najbolj neizkušene skupine voznikov, 18 do 19 let stari, 3-krat večjo verjetnost za nastanek nesreče, kot pa izkušeni vozniki tam od 27. leta dalje. Kakor tole slišati tako pompozno, da imajo 3-krat večjo verjetnost za povzročitev nesreče mladi versus izkušeni vozniki, pa vseeno ta škodna pogostost izredno nizka. To pomeni, da pri izkušenih voznikih bo v enem letu od 100 izkušenih voznikov bodo škodo v povprečju povzročili 3 vozniki, pri mladih pa 9 od 100, kar še vedno pomeni, da 91 jih ne bo povzročilo prometne nesreče. Dobro, to se vseeno ne sliši tako grozno. Sem pa zadevo šel raziskovati naprej in ugotovil še nekaj drugega. Prejšnje generacije so imele osnove motorike veliko boljše. Danes je z leti in mislim, da tudi v bodoče bo čedalje večje pomanjkanje osnovne motorike. Mislim, da se to tudi na koncu tudi v vožnji odraža, ker se tiče reakcije, reševanja problemov, situacije. Ta reakcijski čas je, bi rekel, danes nekoliko daljši. Miro je povedal, da je rešitev čisto enostavna. Da starši otroke peljejo na igrišče, da ne rabijo paziti, da bo na lužo stopil ali bo padel, da spleza na kakšno drevo. Tukaj se prvo začne. Potem seveda z usmerjenimi programi v šoli, ampak eno je motorika, drugo pa koncentracija. Nekako je pač vožnja z avtom velika taka dopaminska puščava, ne? In ti pač ne vem, jaz težko grem laufat brez, da bi imel musko v ušesih, ker rabim nekaj, da me malo zamoti zraven, pa da me nekako čustveno intrigira. In se mi zdi, da je podobno, ko se furaš po neki dolgočasni cesti, pač si tako, ok, Sara mi je nekaj napisala, odpišem, Boj si mi nekaj piše, odpišem. In je to kot nek način, da si to dopaminsko puščavo probaš malo popestriti, ker smo toliko bombardirani konstantno z vsemi informacijami pa držljaji, da smo nenavajeni biti samo pač brez vsega. Koliko pa je sploh mladih voznikov na leto? Pred koronskim obdobjem je bilo na leto nekje v povprečju 20.000 uspešno upravljenih B kategorij. V koronskem obdobju, v času tistih omejitev in prilagoditev življenja, je bilo tega nekaj manj, mislim, da okoli 16.000. Zdaj v zadnjih nekaj letih so številke nekoliko višje, okoli 22.000 na leto, ampak počasi izgleda, da padajo proti tistemu stabilnemu številki 20.000. Iz teh podatkov bi lahko zaključili, da zanimanje med mladimi za upravljanje vozniškega izpita B kategorije ne pada. Mi pa smo mislili, da je zanimanje vse manjše. Veliko večja je tudi ta okoljska ozaveščenost, ker to, da bi se ti peljal, če greš lahko s kolesom ali pa z vlakom ali pa busom, boš manjkrat izbral to opcijo, ker je pač tudi tako, dajmo ne pač za vsako butasto vožnjo iti z avtom, če se le da. Druga stvar je pa to, da je to ogromen strošek in da ratuje vse večji strošek, se mi zdi. In jaz mislim, če imam na voljo svoje kolo, tudi če dam svoj okoljski moralni kodeks stran, če je neka točka B, kamor moram priti 5 km stran, zakaj bi dal 5 evrov za bencin do tja pa nazaj, če grem s kolesom, nekaj naredim zase, pa še zastonj. In ne samo kolesa, kot je bilo to nekoč. Danes imamo na voljo že marsikaj. Poleg tistih klasičnih mogoče, ko se odločimo, da smo mobilni z avtom, se mladi tako vseh možnih mikromobilnostnih prevoznih sredstev poslužujejo, od rol do e-skirojev, navadnih skirojev, ne nazadnje tudi do kombinacije avtomobila, ki tisti, ki pač nimajo lastniškega, si ga sposodijo, do javnega prevoza, pa do tudi mikromobilnih prevoznih sredstev. Tako je. Skiroji in vse te zadeve na koleščkih se mi sicer zdijo super, ampak spet me tukaj skrbi nekaj drugega. 62% mladih običajno ne uporablja čelade. 40% skoraj nikoli oziroma nikoli, 22% pa le občasno. Ker smo mogoče dobili iz fokusnih skupin z njimi pač nek ta podatek oziroma uvid, rekli so nam, da še vedno je velikokrat težava ta peer pressure, to, da v bistvu nekdo reče, saj pa ne potrebuješ čelade, saj veš, da se voziš po cesti, ki jo dobro poznaš, pokvarilo ti bo frizuro in tako naprej.
Jaz že kape nočem nositi, ker mi pokvari frizuro, kaj šele čelado, zato lepo ostajam pri avtomobilih. In izvedel sem, da sta med mladimi še vedno najbolj zastopani znamki Volkswagen in Renault, enako kot pri nas velja v povprečju nasploh. Kjer pa pride do razlike z preostalo populacijo, so pa prestižnejše nemške znamke BMW in Audi, ki ste potem že na 3. in 4. mestu po priljubljenosti med mladimi vozniki. Jaz sem imel pa Alfo, ko sem bil mulc, ampak sem jo pol iz objektivnih razlogov kar hitro prodal. Sem pa z leti postal veliko boljši voznik. To vem, čeprav me Matej še vedno konstantno opozarja med vožnjo in me je to ful na živce. Kaj pa Boris? Misli, da bodo oni še boljši vozniki kot mi danes? Jaz upam, da ne bomo rabili biti, ker bomo imeli samo vozeče avte. To je moja želja, ali pa pač toliko dober javni transport, da bo itak to, da moraš ti imeti sploh kakršnokoli sposobnost vožnje. Jaz upam, no. Itak vem, da obstaja sploh za tvojo oddajo veliko ljudi, ki je joyriderjev, pa se zdajle križajo, ki me poslušajo, kakšni samo vozeči avti, ti moraš čutiti avto pod sabo, ampak jaz nisem eden tistih ljudi, meni je res to tako. Če bi imel na voljo nek transport, ki ga ne rabim upravljati, pa jaz lahko vmes pač nekaj delam za radio ali pa za band ali pa za socialna omrežja, da ne vem, neke poste delam, to bi bila vrhunska situacija. In se mi zdi, da počasi prihajamo mogoče v to obdobje. Ja, verjetno je s tem mislil tudi mene, ker jaz pa hočem voziti avto. In zato me zanima, če bodo vozniki v prihodnosti bolj varni, ker bodo imeli veliko več informacij in vsega. To je zelo težko ločiti, ker so hkrati pa avti vse bolj varni, tako da ko bodo današnji mladi vozniki stari 40, tudi bodo imeli družine, bodo nasplošno bolj konzervativni, kot so zdaj, glede nekih tveganih vedenj in bodo vozili bolj varne avtomobile. Tako da je zelo težko vedeti, v katero smer bo to zapeljalo. Ampak jaz mislim, da vse kaže na dobro, ne na slabše. Torej smo lahko optimistični, ko gledamo v prihodnost. Predvsem iz vidika prihoda vozil, ki so dobro opremljena z varnostno-asistenčnimi sistemi, ta vozila že zmanjšujejo, v določenih merah celo preprečujejo nastanek nesreče. In potem tudi ta mogoče vpliv voznika se nekoliko zmanjša, kljub temu, da smo danes slišali in tudi podatki kažejo, da mladi ne uporabljajo več toliko alkohola in pa ostalih prepovedanih substanc, ko sedejo za volan, kar je tudi izredno vzpodbudno za moje pojme. Danes je veliko bolj tako, da se tudi reče na glas. Če bi kakšen po 4 perih ali pa 7 tekilah hotel iti za volan, bi mu pač mi rekli, prijatelji, kako ti ni jasno, si prezidal, itak da ne. Pej takoj zdajle ti pokličemo taksi ali pa te nekdo, ki je pač bil designated driver, fura domov. Vedno si je tako tudi ponavadi, da če se gre na neko žurko, pa se ne namerava tam prespati, se nabere neka skupina 5 ljudi, eden je pač trezen, 4 pa pač žurajo. In se mi zdi, da je ta odgovornost do alkohola se močno povečala in tudi, da res, če bi se pa kdo probal s tem še dokazovati, da misli, da je car, bi pa sploh bil največji luzer na svetu. A rabim še kaj dodati?